Halo, dostava hrane tukaj. Lepo pozdravljeni v drugem delu epizode o dostavljalcih hrane, ki sva jo pripravila s Timotejem. Zdaj zgodbo dostavljalca Gala Filipa Habinca, ki je zaposlen v restavraciji, ste slišali že v prvem delu. Danes pa prehajamo na pogostejšo obliko dostavljavcev, torej te, ki delajo za platformna podjetja. Moj sogovornik je Grega Kralj, dostavljalec Fodore v Gradcu, ki je dostavljal tudi v Ljubljani, Torontu in Berlinu. Pogovor z Grego je bil posnet ob koncu lanskega leta. Zdaj za vse, ki morda ne veste, platformna dostavljalska podjetja se razlikujejo po tem, da delo organizira aplikacija. Večinoma gre za podjetja, kjer delavci niso zaposleni, ampak samozaposleni. To pomeni, da osnovne pravice delovnega razmerja zanje ne veljajo, plačani so pač glede na to, koliko ur naredijo oziroma dostav naredijo. Ni povsod tako. V nekaterih krajih po svetu so delavci že uspeli dokazati, da imajo elemente delovnega razmerja in so celo dosegli, da so jih podjetja morala zaposliti. Prav tako je v pripravi evropska direktiva, ki bi naj to področje uredila in platformne delavce končno le smatrala kot redno zaposlene oziroma povečala varnost zaposlovanja in transparentnost delovanja aplikacije. Kot kaže, se direktiva seveda izmika. Tik pred zdajci je bilo zaradi pritiskov kapitala odpovedano glasovanje in prestavljeno za nedoločen čas. Ampak tudi, če bodo platformni delavci v prihodnosti le dočakali osnovne delavske pravice, ne pozabimo, da je to le minimum. Na delostvu je, da ne neha pritiskati na kapital in kapitalistično državo. Kaj o tem in še marsičem pravi naš izkušeni platformni delavec Grega Kralj? Grega Kralj, si dostavljalec na kolesu, delaš v Gradcu za eno od dostavljalskih podjetij, drugače dostavljaš tudi v Ljubljani pa v Kanadi, če se ne motim. Katero mesto v Kanadi? Toronto. Toronto, okej. Daj najprej našim poslušalcem opiši, kako sploh poteka tvoje delo, koliko ur na dan delaš, kaj so tvoje zadolžitve. Ja, okej, živijo, najprej hvala za povabilo, da sva se končno ujela, a ne, po dolgem času. Ja, nič, v bistvu verjetno vsi poslušalci že približno vejo, kako izgleda delo kurirja oziroma dostavljalca hrane. Jaz delam cirka 5-6 ur na dan, malo se mi menja, ampak nekako tako, da naredim nekaj 30 ur na teden. Kako pa izgleda, je pa nič, pač v bistvu na kolesu kurir, pelješ, dostavljaš hrano, pobiraš hrano, tako nekako. Nič takega v bistvu. Zdaj v bistvu tu je tvoj šef neke vrste aplikacija. Kako to izgleda? Ja, šef je v bistvu aplikacija. Mislim, imamo tudi šefe, ne, v pisarnah, ampak na neki način je v bistvu šef aplikacija oziroma algoritem, ne. Izgleda pa tako. Načeloma bi moglo biti vse pošteno, ne, vsi kurirji smo enaki, ampak to se je tudi ugotovilo, da ni, ne, na sodiščih, to lahko pol tudi malo poveva naprej. Drugače pa izgleda tako, da hiter moraš biti, čim bolj moraš poznati mesto. Torej, če si neki nov, kakor jaz, ke sem bil v Gradcu nov par mesecev nazaj, je dosti ovira to za tebe. Tako da v bistvu ni glih prizanesljiv, ne, algoritem. Moraš čim bolj poznati mesto, čim hitrejši moraš biti. Dober telefon moraš imeti, ker če imaš kakšen slabši telefon, če ti kaj malo zašteka vsake toliko, ni okej, je takoj slabo za tebe. Tako nekako izgleda, če je aplikacija šef. Zdaj v Gradcu si redno zaposlen ali preko espeja oziroma kako sploh tam to izgleda? Ja, Gradec ima možnost, pri Fodori, ke jaz delam, je možno, da si ali redno zaposlen ali si pa freelancer. Zdaj freelancer ni direktni espe, tako ke imamo v Sloveniji, ampak neka vmesna oblika. V bistvu je, kot da sem redno zaposlen, imam na primer bolniško po 3 dneh, nimam pa na primer dopusta pa 13. pa 14. plače. In jaz sem si na začetku izbral freelance, zaradi tega, da malo
spoznam mesto, da je pač lažje, ne, ker si malo bolj sam zbiraš, malo bolj si svoboden napram redno zaposlenim. Imaš pa obe možnosti, ja, redno zaposlen, freelance. Ni pa prav SP-ja, tako kot v Sloveniji, tega pa ni v Avstriji Mm, pri tem delu. ok. Zdaj, rekel si, delaš tudi vikende, praznike, dobiš kakšne dodatke? Kot freelancer ne. Oziroma, ja, v nedeljo je na primer bonus po 9. uri. Ampak to je bolj zaradi tega, ker verjetno takrat najbolj rabijo ljudi, ne. Drugače pa kot freelancer nimaš nobenih bonusov na praznike, na nedelje, ničesar. Kot redno zaposlen pa na primer, imaš nekaj, se mi zdi, da moraš biti dvojno plačan v bistvu. Pa razmišljaš o več tem, delaš. da bi v prihodnosti bil tudi redno zaposlen, se ti zdi Ja. to neko? Ja. Ja, pod nujno sem že v bistvu kontaktiral, kako, kaj, zakaj je ta postopek, da prideš do redne zaposlitve, kdaj lahko začneš. Vse te podrobnosti sem že kontaktiral, ker če delaš to full time, kakor jaz delam, ne, je v bistvu meni ni nobena razlika. Jaz moram tako in tako delati v vsakem primeru neko določeno število ur, ker je to pač moj vir, ne, zaslužka, ne, oziroma pač preživetja. In se mi bolj splača, ker je več ugodnosti, ker imaš pač v Avstriji 13., 14. plačo, imaš dopust, imaš takoj bolniško, ne po 3 dneh, tako da definitivno redna zaposlitev, ja. Ok. Kdo recimo nastrada, če pride do kakih težav, ne vem, kakšna stranka ni zadovoljna z dostavo, v primeru, zdaj v tvojem konkretnem primeru, neka stranka ne bi bila zadovoljna z dostavo, kaj bi se zgodilo? Zdaj, to je ful razlika od države do države. Avstrija je malo bolj urihtana, je tudi kolektiven dogovor sklenjen od 2020, se mi zdi, prav za kurirje na kolesu. V Avstriji v tem primeru, če se pa zgodi, da se neka hrana na primer polije, ne bo noben nič kriv. Dejansko ne bo noben nič kriv. To firma, torej v mojem primeru Foodora, pač pokrije. Zdaj ne vem, kako imajo oni med restavracijami, mislim, restavracija Foodora, ne vem, kako imajo urejen. Mogoče mora restavracija kaj pokriti, to ne vem. Ampak v mojem primeru kot kurir Foodora pa ni noben nič kriv. V Sloveniji je isto. Pa po moje je bolj kot ne v vseh državah podoben, ker to so pač itak podjetja, ki so ogromna, ne. Sem pa prepričan, da restavracije, če se dogaja, na primer, da imajo oni kakšno, ne vem, slabo embalažo, kakorkoli, da jim začnejo karkoli trgati, no. Ne bi se čudil, če bi kaznovali restavracije, ker pač restavracija si sploh od covida naprej ne more glih privoščiti, da nima dostave, bolj kot ne vse, ne. Tako da sem prepričan, da na neki način kaznujejo potem s kakšnimi, ne vem, provizijami, kakorkoli, restavracije. Zdaj, rekel si, Avstrija ima, se pravi, tudi redne zaposlitve dostavljalcev, v čemer se tudi razlikuje od Slovenije, ne. Kako je sploh do tega prišlo v Avstriji, če slučajno veš? Kako je prišlo tudi do tega, da je tam nek kolektiven dogovor na ravni dostavljalcev? Ne, v bistvu, če se ne motim, se je to začelo leta 2019 ali 2018, se je že začelo meniti. Takrat se je meni, ali če ni že prej, no, malo številke, mislim, leta ne vem čisto točno, se je ustanovilo v bistvu eno združenje kurirjev, v bistvu, ki se imenuje Riders Collective. In oni so del sindikata Vida, se imenuje, ki je pa sindikat za v bistvu te storitvene transportne dejavnosti, no. Del tega sindikata smo pač tudi mi, kurirji na kolesu. In leta 2020 se mi zdi, da malo pred covidom, torej na začetku leta, se je ustanovil, se je uredil ta kolektivni dogovor za kurirje na kolesu. In ta kolektivni dogovor v bistvu ureja vse, ne. Ker v Sloveniji, kakor si rekla, tega ni, ne. Tule pa v bistvu vse ureja in je vse transparentno. Vse se vidi, koliko si plačan na dostavo, koliko si plačan na kilometre. Če delaš na primer redno zaposleni, če delaš nedelje oziroma praznike, ne, koliko si takrat plačan, koliko moraš minimalno delati, koliko moraš maksimalno delati, pač res kolektiven dogovor, tako kot mora biti. Poleg tega se pa vsak leto dogovarja za pač povišanje plače, ne. Kaj je bil, verjetno je zdaj že malo iz tvojih odgovorov razvidno, no, ampak kaj je bil v osnovi povod, da si odšel dostavljati v Gradec, da nisi ostal v Ljubljani in da si se v bistvu celo preselil v Avstrijo zaradi tega?
Ja, je kar razvidno, ja, pač boljši pogoji, če je simpel. Pa niti ne samo boljši pogoji v tem delu, ampak tudi boljši pogoji nasploh. Pač, na primer, Gradec direktno je pač cenejše mesto. Nepremičnina pač najemnine pa to je veliko cenejše kot v Ljubljani. Več izbire imaš stanovanj, ne, zaradi tega je tudi verjetno cenej. Zdaj glede samega dela je pa pač preprosto so boljši pogoji, boljše plačan, bolj je transparentno vse, ker pač v Ljubljani oziroma v Sloveniji se že kakšno leto nekaj takega ni več transparentno nič. Uh, Čisto in pa pač preprosto boljši pogoji so. Če hočeš to delati, če ti je všeč to delo, kakor je meni všeč, je Avstrija na primer v Evropi, kar okej država za to delo, no, ker imaš res urejen tako, ke mora biti, in zaradi tega, ker imaš urejen, te tudi ne morejo podjetja pač ne, zajebavati, če lahko tako rečem. Mm. Zdaj, je pa res, da ko sva se pa recimo dogovarjala za termin tega pogovora, sem jim pa napisal, da delaš sicer samo 6-5 ur dnevno, ampak potem pa nimaš več energije za nič drugega. Kako to, da v bistvu toliko relativno malo ur dela, pa da si tako utrujen? Ja, delo je pač naporno, ne. Kdorkoli v bistvu fura kolo, mislim, če samo za kombutanje uporabljaš kolo, veš, da če se majčkeno več kilometrov narediš, kakor je tvoja neka normalna trasa, si kar hitro utrujen, ne. In pri tem delu je pa to sploh, ne, ker kakor sva prej rekla, je to šef aplikacija, jaz nimam neke določene, cone, kjer bi delal, da bi se lahko na primer izbiral v narekovajih samo kratke dostave, me lahko pošlje tudi na obrobje mesta in lahko delam z ne vem, 5 kilometrov za dostavo, ne. In si kar hitro zmatran. In po 5-6 urah dela si kar tako zmatran, da dejansko nimaš več, energije za kaj preveč drugega delati, ne. Težko bi usklajeval na primer 2 dela v tem primeru ali pa da bi karkoli še drugega potem delal. Ker je pač to fizično delo, ne. In si kar zmatran potem. Ni glih tako lahko, kakor mogoče, ker dostikrat slišim ljudi, ke govorijo ali pa mogoče komentarje, kao, ja, saj to je samo kolo, nič takega ni. Lahko bi šli probat, pa bi pol potem videli, ne, tako kot si na primer ti šla probat. Pa potem dejansko vidiš, koliko je to težko delo, pa koliko je to težko delo že ob samem, če je lepo vreme, če je sonce, če je neka normalna temperatura, koliko je potem šele težko, če so to slabi pogoji, če dežuje ali pa če sneži, ali pa samo že, če je že ful vroče, na primer poleti, ali pa če je malo bolj mraz, Ja, je kar težko, no. kdo je po tvojem nek povprečen dostavljalec? Ker ti rad to počneš, tudi všeč ti je to mestno kolesarjenje, ampak jaz mislim, da ne moremo to posplošiti za vse dostavljalce. Recimo na primerih mest, v katerih si delal. Kdo je povprečen dostavljalec? Ja, jaz definitivno po moje, da nisem povprečen dostavljalec, ker dejansko mi je všeč to delo in to delam zdaj že 7. leto, se mi zdi. Ja, povprečen dostavljalec, na primer, mogoče se malo razlikuje Ljubljana, Graz pa na primer Berlin, ke sem tudi delal, ali pa Toronto, ker v Ljubljani je v bistvu še kar dosti ljudi, ke imajo to radi. Graz je na primer že kar bolj ke ne večina kurirjev je emigrantov. Je to pač ljudi, ki morajo to delati, ker nimajo drugega, ker jih drugje preprosto ne zaposlijo. Čeprav ne večina, po moje dejansko vsi obvladajo nemško, medtem ko jaz ne, in mi je kar malo tako sramota kdaj, ke se probam pogovarjati z njimi, pa oni obvladajo nemško in jih vseeno ne zaposlijo nikjer, čisto simpel, ne, in pač morajo to delati. Zdaj nekateri so redno se zaposlili, imajo vsaj to te ugodnosti redne zaposlitve tukaj, ne. Ampak povprečen dostavljalec na primer v Gradcu ali pa v Berlinu je imigrant pač, ker nima nobene druge zaposlitve in mora to delati, čeprav verjetno v veliki večini to delo ni všeč, ne. Ker niti tudi čeprav imamo kolektivni dogovor, za Avstrijo, to delo ni zdaj, je okej plačano napram Sloveniji, ni pa to zdajle neka povprečna ali pa visoka plača, kako bi lahko temu rekel, ne. Ja, razumem, ja. Kaj pa so recimo neke ključne težave dostavljalcev v Avstriji? V Avstriji zdaj, nedolgo nazaj je bil tudi protest, štrajk je bil v Avstriji na Dunaju, in sicer prav tega za kurirje tega podjetja, ke jaz delam, Fodore, ker imajo en, tako se imenuje, batch
score batch sistem. To ima tudi naprimer Glovo v Sloveniji. Od 1 do 7 imaš nekih levelov, v katerem si, in po teh levelih ti dobivaš ure vsako sredo kot freelancer. In naprimer, če si batch 1, dobiš ure ob 1, če si batch 2, dobiš ob 2, naprimer, če si pa batch 6, torej najslabši v narekovajih, dobiš pa šele ob 5, nekaj takega, torej zelo pozen. To pomeni, da pač preprosto ne boš imel ur. In to je največji problem, ta batch sistem, ker je pač batch sistem ni fair. Ker, lahko bi rekel, da je fair, če bi batch sistem bil odvisen od tvojega dela, od kvalitete tvojega dela, ampak ni zares. Ker naprimer jaz si ne morem pavze vzeti. Jaz si ne morem pavze vzeti zato, da bom nekaj pojedel, ker če si bom pavzo vzel, če bom jaz pisal supportu, da mi da pavzo, bom imel manjše procente, koliko sem dejansko delal. In če nimaš ti 100-odstotno, ne 95 ali pa 90, ampak 100-odstotno, če nimaš, boš avtomatsko padel iz batcha 1. Tako da mogoče tudi to razlog, zakaj nimam energije, ker pač v 6 urah dela si jaz ne vzamem 5 minut pavze, ker pač preprosto ne morem. In to se mi zdi največji problem, ne glede na to, da je kolektivni dogovor, ne, je to pač ni urejeno. In to podjetja čisto simpel izkoriščajo. Oziroma v tem primeru samo Fodora, ker druge podjetja nimajo tega batch sistema v Avstriji. In to Fodora izkorišča in to sem kar opazil tudi, ko se malo pogovarjaš z drugimi delavci, ne s drugimi kurirji, da je to največji problem, ker nekateri ljudje preprosto ne morejo zdržati 5-6 ur in to se meni zdi čisto normalno, da ne moreš ti zdržati 6 ur konstantnega fizičnega dela, brez da se ti ustaviš, da nekaj poješ, da nekaj v miru popijaš, ne, da se spočijaš, konec koncev. Ja, absolutno. Ja. Kaj pa zdaj si omenjal že večkrat, da se v bistvu, da si se tudi pogovarjal z, rečemo, sodelavci na ulicah. No, koliko recimo je te komunikacije med dostavljalci, pa tudi, če se kaj med sabo pogovarjate o teh problemih, oziroma potem, se pravi, se obrnete tudi skupaj na sindikat, ali... Ja, jaz sem član tega sindikata, sem se včlanil kar hitro, se mi zdi, da tako 2 meseca potem, ko sem prišel, ker se mi zdi to zelo pomembno, ne. Ampak so oni, še mesec dni nazaj so objavili eno statistiko, koliko je v bistvu slaba, koliko jih ljudi ni včlanjenih. Na primer, redno zaposleni je, se mi zdi, da večina, ali pa nekaj 70%, kakorkoli, včlanjenih v ta sindikat, medtem ko med freelancerji se mi zdi, da ta procent niti 10 ni včlanjenosti, ne, koliko je članov med freelancerji. Tako da to definitivno bi mogli, v bistvu bi mogli biti vsi kurirji včlanjeni, ker samo prek sindikata imaš ti neko moč, ne, ker kot sam kurir pred takim podjetjem nimaš popolnoma nobene moči, ne. In zdaj sicer jaz nobenemu nisem to omenil, tega sindikata, ker niti sam še dobro ne vem, kako točno to v Avstriji poteka. Ampak, ko se pogovarjamo, opazim ful nezadovoljstva v bistvu, no, čisto tako rečem. In se mi zdi, da večina teh kurirjev sploh ne ve, da to obstaja, ker večina teh kurirjev, tako kot sem prej rekel, pač so bolj kot ne imigranti in prihajajo iz takih držav, kjer so pač pogoji katastrofalni, ne. In se mi zdi, da se bolj kot ne kar malo sprijaznijo, da okej, saj tukaj pa boljše za nas, kakor doma, več lahko zaslužim, s tem tudi pač pomagam družini. In se kar nekako malo sprijaznijo. In to na primer v Ljubljani so to ful izkoriščali, čeprav ni tako veliko število bilo, ampak so ful izkoriščali kakšni podizvajalci in so pač to. In ker so videli, da imajo to priložnost to izkoriščeno, so pač to tudi, na primer Wolt je pustil to, čeprav je vedel, ne. In glede tega, kar dostikrat slišiš od drugih, ko se pogovarjaš na ulici, je pa res, da je to kar dosti zadržanih, no, sploh ljudi, ki niso iz Avstrije, ali kako bi rekel, ali pa ki niso iz Evrope, je kar dosti zadržanih. Se mi zdi, da se, ali mogoče, da se malo bojijo, ali jih je pa mogoče celo malo sram, kjerkoli so. Ker jaz se rad pogovarjam z ljudmi, mislim s temi, ki delamo skupaj, in sem opazil, da če vprašaš, iz kje si, da so kakšni kar malo tako zadržani, kar malo dejansko, kot da jih je sram povedati, iz kje so. Kar je pa pač malo drugo vprašanje, ne, kulture nasploh v Evropi. Ja. Kaj pa recimo pred
pred nekaj meseci si delal tudi v Sloveniji, ne, v Ljubljani. In takrat se je ravno, zdaj ne vem koliko mesecev na pamet nazaj, se je spreminjal sistem plačevanja. Se pravi, na prvi pogled mogoče zgleda bolj fair, ampak v praksi smo pa videli, da ni ravno tako. Mi lahko poveš malo več o tem, kaj se je spremenilo in kako je to vplivalo na zaslužek dostavljalcev? In če si slučajno seznanjen s tem, kako je to vplivalo v bistvu na dostavljalce? Ja, po moje že kakšno leto dni je sigurno že, ali pa blizu leto dni, ali pa mogoče malo manj, no, mogoče malo pretiravam, da se je to spremenilo. In jaz mislim, da niti na prvi pogled ni nič bolj fair. Čeprav Wolt v tem primeru, ki je kar dosti medijsko aktiven, no, hoče to sporočiti, kot da je, hoče to prikazati, kot da je bolj fair, v resnici pač ni. Že iz tega stališča, ker se je spremenil plačilni sistem na način, da ti preprosto ne veš, koliko si plačan, zakaj si plačan, koliko so kilometri na primer plačani, in je pač popolnoma ni več transparentno. In čistko, če dam primer, prej si bil plačan 3,25 za dostavo, ne? To je tudi takrat, se mi zdi, da ko si ti delala, je bilo še tako, ne? 3,25, ja, zdaj tega ni več. Zdaj lahko dobiš, so že primeri, ko si dobil za nalogo samo 2,40 €, 2,30 €. Se mi zdi, da je to nek minimum, ki so ga zdaj dostavljalci v Ljubljani, no, vsaj tam, ko še zdaj spremljam, dobili. Tako da definitivno, ne glede na to, kaj Wolt govori, se je pač poslabšalo, in to vidiš tudi pri nezadovoljstvu, ne, dostavljalcev. Jaz še zdaj malo sodelujem sodelujem, sem aktiven v ene par skupinah s kurirji, ne, iz Ljubljane, in vidiš to nezadovoljstvo. In vidiš, da se je ta pač plačilni sistem se je spremenil na način, da je preprosto slabše, ampak oni na žalost ne morejo, ti nikakor, tudi če bi vse svoje dostave v Ljubljani beležil, pisal, točne kilometre si zabeležil, koliko je bilo do restavracije, koliko je bilo od restavracije do stranke, ne moreš nikakor primerjati s prejšnjim sistemom in dokazati, da se je poslabšalo, ker je dejansko vsaka dostava drugačna. In ker ti nimaš nobene osnove, težko to primerjaš. In se mi zdi, da če lahko vpletemo še malo drugo državo, in sicer v Italiji je podoben sistem bil, in so se, ne vem točno kdaj, se mi zdi, da par mesecev nazaj, so se kurirji spravili v tožbo, tudi prek enega sindikata, proti Glovotu, in so na primer zmagali. In so ugotovili, da je algoritem diskriminatoren. Da pač da podaja naloge enim kurirjem pač več podaja kakor drugim. Zdaj ne vem točno zakaj, verjetno ker so hitrejši ali kakorkoli, ne, ampak so pač ugotovili, da je diskriminatoren, in so razkrili celoten algoritem. To sem omenil zaradi tega, ker se mi zdi, da bi bilo v Ljubljani oziroma v Sloveniji zelo pomembno, če bi se nekako to razkrili. Ker sem prepričan, da odkar je pač ta nov plačilni sistem, da je algoritem že tako, ko je bil diskriminatoren, to se pač ve, ne, da je pa zdaj veliko bolj, če lahko temu tako rečem. Kaj so po Ja. tvojem razlogi, da je algoritem diskriminatoren, in kako se to kaže? Ker rekel si, se pravi, da sumiš, da je tudi v Ljubljani. Kako si to videl? Ker ljudje, ki so majčkeno hitrejši, ali pa ne majčkeno hitrejši, ljudje, ki pač preprosto so zadovoljni ali pa ne kažejo svoje nezadovoljstvo, bodo pač dobili naloge, bodo dobili več nalog. Ker vemo, da so v Ljubljani to dogajalo, da so bili kakšni kurirji dani na offline za par dni, za en teden, kakorkoli, na Glovotu isto, ni samo Wolt tukaj, ker so bili pač nezadovoljni in so to svoje nezadovoljstvo pokazali s tem, da so pisali supportu, s tem, da so pisali določenim pač ljudem, ki so malo višje v pisarnah, in so bili pač dani na offline. Zdaj Wolt, na primer, za Glovota težko govorim, ker nisem nikoli delal, ampak za Wolt je zmeraj njihov razlog bil, zakaj so na offline, zdaj, ker so kršili pravila v pogodbi. Zdaj mi imamo pa na primer screenshote ljudi, ki so se to pogovarjali. Ne bom trdil, da se kakšni res niso kaj lepo pogovarjali s supportom, ker konec koncev tudi nič ni kriv, ne. Imeli tako težko delo, ima dejansko zelo slabe pogoje, ne. Ampak kakšni so imeli pa čisto normalen pogovor, so samo izrazili pač svoje nezadovoljstvo. Jaz tukaj čakam že toliko pa toliko časa, zakaj ni nobenih naročil. Si valjda živčen, sploh v Ljubljani, ker si odvisen samo od koliko naročil narediš. Na primer v Avstriji imam jaz neko minimalno urno postavko, ki je neka varovalka, v Ljubljani tega ni. In so bili pač dani offline.
In že zaradi tega se meni zdi, da je algoritem pač diskriminatoren, ne. Ker ti ljudje, mislim, jaz lahko zdaj podam iz enega majhnega lokalnega podjetja, ke sem delal v, Ljubljani, oziroma se lahko povem e-hrana, sem približno vedel, kako njihov sistem deluje, in vedel sem, da tem njihovem sistemu oziroma algoritmu, ne, si lahko ti ga, urejal prek računalnika, ne. In je bil tam tudi en gumb, če lahko tako rečem, ne vem točno, kako se je imenoval že, ke si lahko ti naštimal vsakemu kurirju, neko številko, neko postavko, preko katere je on dobival naročila. In sicer koliko minut je dobil naročila, koliko minut si mogel čakati, ke si dobil naročilo, na primer za eno restavracijo. Na primer jaz, če bi bil naštiman okej to postavko, bi imel na primer 7 minut, en drug bi imel pa 13 minut, če razumeš, kaj hočem povedati. In tako, in jaz sem prepričan, da sicer je to res Wolt je že samo v Ljubljani je res ogromna razlika v številu naročil pa vse, ne, ampak sem prepričan, da lahko pač to naredijo, ker to je čisto logično, saj moraš ti urejati to stvar, ne. In zdaj ne bom trdil, da to delajo, ampak se ne bi čudil, če bi to delali. Če so kdaj to naredili, ne glede na to, da vemo iz tujine, da so pač take stvari se dogajale, ne. Zakaj se ne bi potem tudi v Ljubljani? Ja, seveda, ja. Zdaj, pri nas je bil tudi neki poskus delavskega organiziranja dostavljalcev. Kako bi ti ocenil njegovo uspešnost oziroma neuspešnost in, kaj so po tvojem razlogi, da ni tako močno delavsko organiziranje, kot bi si mogoče želeli, no, oziroma bi bilo dobro za izboljšanje pogojev? Ja, trudili so se dejansko, in to je letos se je ustanovil sindikat, ne vem točno, kako se imenuje, po moje, da Sindikat dostavljalcev hrane. Dostavljalcev in dostavljalk hrane, se mi zdi. Jaz mislim, da ni bilo glih uspešno, no. To je bilo vse narejeno preko Mladi plus, s pomočjo sindikata Mladi plus. Sicer se je začelo probavati že, se mi zdi, da kakšno leto pa pol ali pa nekaj takega nazaj, takrat, ko si tudi ti, potem probala, ne, pa naredila ene par intervjujev. Zdaj, kakor sem rekel, jaz mislim, da ni bilo glih uspešno, predvsem zaradi tega, mislim, ker pač se je ustavilo, ker ni več nobenega govora o tem sindikatu, ker ni več, pa ne po medijih, ne mislim po medijih, ampak med nami, med kurirji, ni nobenega več komunikacije. Preprosto se pač nič več ne dogaja. Probavali so, se mi zdi, z 2 ali pa, 3 stavkami, ke se meni zdijo, da so bile uspešne. Čeprav se spomnim takrat, da je Wolt ful po medijih govoril, da stavke pač preprosto niso bile uspešne, da jim niso nič prizadeli, kakršnegakoli pač glede dela, ne, na tisti dan. Se meni to ne zdi res, ker vsak, ke je delal za Wolt, ve, da se, ke delaš ti, ke si prijavljen, ne, ke si online, imaš ti različne, imaš, busy, imaš normal, pa imaš, kako je že, ne, pozabil sem pač kako je že? Zatišje, ja, ne tišina, zatišje. Tako da če je busy, pomeni pač preprosto, da je busy, ne, in da je veliko dela. In že kaj je busy na normalen dan, pomeni, da je večje število naročil, da pač preprosto ne moreš, da morajo dostavljati to handlati, ne. Takrat v času stavke, in to vseh 2 ali 3, ke so imeli, so oni omejili dostavo samo na, kako bi rekel, samo, ljudje, ki so pač živijo blizu restavracije, se mi zdi, da kilometer, nekaj takega, so lahko naročili od določene restavracije. To naredi Wolt samo takrat, ko je res, kako bi rekel, pač kaos. Ke je res, ali so ekstremno slabi vremenski pogoji, pač nekaj se mora zgoditi, da je toliko slabo, da so omejili samo na bližnje, torej kilometer pa pol. In to na primer se je v času stavke, zgodilo. In če se prav spomnim, je bil takrat lep normalen dan. Torej za moje pojme pač so bile stavke uspešne. Sicer se kurirjev ni nekaj veliko zbralo, se mi zdi, da nekih 50, kar je vseeno veliko, no, ampak se mi zdi, da je bilo uspešno, če lahko samo tako rečem, no. Tako da ne vem točno, zakaj se je pol vse skupaj ustavilo. Se mi zdi, da je bila, nekako slaba komunikacija mogoče med sindikatom in ostalimi kurirji, ali pa med Mladim plus, ker so bili toliko not vpleteni, in in ostalimi kurirji. Predvsem pa se mi zdi, da je bil ful strah prisoten med kurirji, predvsem med temi, ki so malo bolj, kako bi rekel, ti, ke največ delajo, ne, ti, ke so malo bolj znani, v narekovajih. Ker sem opazil, da so se vsi bolj kot ne strinjali s stavko, ampak
tako rekoč noben izmed teh znanih, v narekovajih, se ni pojavil na stavki. Noben ni tja prišel, ker pač preprosto, kar je meni razumljivo, so se bali, da bi pač bili sankcionirani, ne, strani Wolta, strani Glowata. In zaradi tega se mi zdi, da ni bil tako uspešen v primerjavi z drugimi državami, ki pač so te stvari bile uspešne, ki so bile ta združevanja uspešna, ne. Zdaj pa jaz upam, sicer so rekli, če se prav spomnim, da bojo pol v naslednjem letu, torej 2024, spet malo začeli delati. Upam, da bo to res, ker se mi zdi, da je Ljubljana, oziroma Slovenija, ne samo Ljubljana, da kar rabimo neko združenje, nek sindikat za kurirje oziroma za dostavljalce, ker kakor vidimo, ne, kakor si prej rekla, se je spremenil plačilni sistem in je to samo na slabše, ne. Ker pa niti ne samo zaradi tega, ker je na slabše, ampak pač prosto ni transparentnosti in ljudje ne vejo niti, kaj so plačani in zakaj so plačani, kar ni okej, ne. Ja, seveda, ja. Zdaj, delal si tudi v Torontu, v Berlinu, na splošno dobro poznaš razmere dostavljalcev po svetu. Kaj so pa po tvojem tak neke skupne generalne težave dostavljalskih podjetij, mislim, ne dostavljalskih podjetij, dostavljalcev po svetu, in kje so po tvojem neki primeri dobre prakse delavskega organiziranja, po katerih bi se lahko tudi Slovenija zgledovala? Ja, najprej, da glede dobrih primerov, ne, organiziranja. Jaz mislim, da že Avstrija je dober primer, da ne rabiš iti sploh nekaj daleč, ampak je že takoj zraven Avstrija, sosednja država, ki je odličen primer, kako so se združili, kako so uporabili nek sindikat, torej ta VIDA, ne, ta velik sindikat za pomoč, in so preprosto izsilili na nek način, ne, izpogajevali si kolektivni dogovor. Tako da ne rabiš nekam daleč stran iti gledati, kako se to urihta, ne, kako se to dela, samo pač konstantno rabiš neke ljudi, ki bojo aktivni, ki bojo tudi medijsko aktivni, ne samo med kurirji, in ki bojo pač konstantno komunicirali in s temi podjetji in s kurirji in z mediji in na splošno z javnostjo. Se mi zdi, da takrat, ko so, torej v Sloveniji, ko so letos, ko so rihtali, da je bila javnost kar na strani kurirjev, no, oziroma pač na strani dostavljalcev. Tako da se mi zdi, da ne rabiš iti nekam daleč, da je že Avstrija en tak odličen primer. Sem pa glih nedolgo nazaj prebral, na primer, čisto en tako zanimiv fakt, da Wolt prihaja iz Finske originalno, ne, to je finsko podjetje, preden je bilo prodano DoorDashu. In se mi zdi, da ali kakšen mesec dni nazaj so se začeli pogovori za kolektivni dogovor med prokurierji Wolta in z Woltom, ne. Tako da mogoče bo tudi to nek velik plus za nasploh, za kurirje Wolta, če se bo prav v njihovi državi, ne, na Finskem to izpogajevalo, ne. Drugače pa, kako si rekla, kaj je Kaj so splošno neki, kaj so splošno težave problemi dostavljalcev, dostavljalcev, ne. ja, po svetu? Kako bi to mislim, najprej lahko rečemo, da je naporno delo, ne, in da zares ne dobiš nobenega spoštovanja strani delodajalca, pač teh podjetij, ker so to res ogromna podjetja in itak vemo, da je sistem celotnega poslovanja teh podjetij bolj kot ne sloni na izkoriščanju, ne, delavcev. Se mi zdi, da to je glaven problem, da ti nimaš zares nobenega človeka, na katerega se lahko obrneš, če je karkoli narobe, ampak je pač kot šef tvoja pač aplikacija, ne. Nimaš zares nobenega, da bi se lahko obrnil karkoli, ampak ponavadi čakaš, ne. Zdaj to najbolj je itak vidno v Ameriki, na primer, ker dejansko, ko sem jaz delal v Torontu, dejansko nisem imel nobenega stika z nobenimi ljudmi, na primer na supportu, ampak je bil moj support robot, ne, pač ta chat, ne. In če bi se mi karkoli zgodilo, na primer, imel sem primer, ko se mi je ko sem dostavljal, ko sem delal, vsake toliko se ti je pojavil, da si mogel potrditi, da si to ti in si mogel poslati selfie, ne. In se meni to zgodilo in sem poslal selfie, ampak ta selfie ni bil sprejet, ne vem zakaj, in se mi zdi, da 2 dni nekaj takega bil offline. Čeprav nisem v bistvu nič narobe naredil, ne, ampak sem mogel pač čakati, ne. In to se mi zdi, da je v vseh podjetjih, nima veze, a je to Evropa, katerakoli država, je to Amerika, je to eden glavnih problemov, da nimaš ti zares stika z ljudmi, ki bi lahko pač razložil, to pa to je, ne, a lahko to vrihtamo, sploh ker veliko ljudi je to dejansko vir preživetja, ne. Zdaj pa ne vem, kako bi še kaj, v bistvu je na nek. Mogoče še konkretno glede tega, kaj pa bolniške?
Ja, definitivno, ja, to tako je. Hvala bogu se to spreminja zdaj v Evropi malo, ker se pač ljudje organizirajo, ne. Pripravlja se to tudi na EU direktiva, ne, tako da bo to malo bolj urejeno v naslednjih letih, ampak definitivno, ja, glede na to, koliko je to, pa ne samo naporno delo, ampak nevarno delo, ne, pač nimaš bolniške, če simpel nimaš bolniške in karkoli se ti zgodi, pa se ti hitro zgodi, imaš pač neplačano bolniško. Na primer v Sloveniji kot espe jo dejansko nimaš, ne, in to se mi zdi 20 dni, ne, v Avstriji imam po 3 dneh plačano. Zdaj, Slovenija kot pač direkten primer je to katastrofalno, če se ti karkoli zgodi, si pač preprosto out in nimaš nobenega, ne moreš pač več preprosto služiti, ne. In če se ti karkoli to huda poškodba, na primer, če dam sebe kot primer, sem imel lansko leto padel s kolesom, pa si nisem zlomil roko, nič ni bilo, ampak sem imel pač tako hud zvin ali kakorkoli bi lahko rekel, nisem mogel skoraj mesec dni delati ali nekaj takega, če se prav spomnim. In ta mesec dni sem bil preprosto out, ne, in nisem mogel nobenega zaslužka narediti. In to je bilo to in sem imel, hvala bogu, neke prihranke, na katerih sem pač lahko slonel in to je to. Ja. In to je kar Nima pa hudega. vsi verjetno teh prihrankov nujno, ne, v tistem Ne, trenutku. ne. Jaz mislim, da povprečen dostavljalec nima takih prihrankov, ker težko tudi narediš neke velike prihranke ob tem delu, ne, razen če res ekstremno veliko delaš, kar pa velika večina ljudi ni zmožnih, ne. Koliko si pa recimo, ker jaz sem to konkretno, ko sem dostavljala, bila kar šokirana nad tem, koliko cestnoprometnih pravil prekršiš. Kaj pa ti? Se jih Ja, držiš? Definitivno, mislim, siguren, ja, ker pač preprosto moraš biti hiter, hitrejši, kot si, več boš zaslužil, več dostav boš naredil, ne. In tako rekoč v bistvu nimaš izbire. Preprosto moraš delati, ker pač moraš biti hiter. Več, ko boš naredil dostav, več boš imel zaslužka. Čeprav tudi Wolt je na primer v Sloveniji oziroma takrat v Ljubljani, ne, je ene parkrat celo njihov direktor rekel, da to ni res, da mi nobenega ne silimo. Ja, direktno ne silite, ne, ampak če bom jaz furil po pravilih, peljal bike po pravilih in če bom s tem ful počasnejši, ker dejansko si ne, če čakaš na vsako rdečo, bom verjetno, če gledamo na uro, naredil kakšno dostavo manj, ne, in to je lahko hitro 3-4 evre manj na uro. Pol pa lahko vsak sam si preračuna, koliko je to v celem dnevu ali pa koliko je to v celem mestu, ne. Kaj pa Tako da- recimo redno zaposleni v Avstriji so še vedno toliko primorani narediti, Ne, kršiti pravila, ne. ali ne? Ne, že kot freelancer jaz v Avstriji ne rabim to hiteti. Prvo pa niti ne zaradi tega, ker nisem odvisen od dostav, ker sem odvisen od dostav, ne, več dostav, ko naredim, bolj bom plačan. Ampak ker je ta kolektiven dogovor in je pač trg malo bolj, reguliran oziroma trg, koliko ljudi je na terenu, je regulirano, ne. In s tem nisem toliko primoran k hitenju. In se mi zdi to kar velika prednost. No, mislim, predvsem je manj stresen del kakor v primerjavi z Ljubljano, ne. In enako je bilo tudi v Berlinu, ker tam imajo, prej, ko smo govorili glede dobrih, primerov, ne, združenja, je Nemčija isti primer. Ker tam pa se mi zdi, da je, oziroma prepričan sem, da si lahko samo redno zaposlen. Aha, okej. Nimaš nobene druge možnosti sploh. Tako da smo bili, takrat, ko sem jaz delal, smo bili vsi redno zaposleni. Imeli smo takrat, se mi zdi, da 12 evrov na uro, ampak si imel posebej še, dostave, tako da smo v bistvu zmeraj več zaslužili, ne. Ampak če pa nisi hotel toliko hiteti, če si hotel pač nekako v miru delati, ne, brez nekega velikega stresa, si preprosto pač normalno peljal in si imel 12 evrov na uro, kar tudi za Nemčijo ni niti tako slabo, no. Poleg tega si imel pa tudi, na kilometer plačane kilometre plus, obrabo telefona, kar je tudi pomembno, ne. Je pa tudi še en zanimiv fakt. To je vse dosegel samo en, če se ne motim, no, samo en kurir, ki se je v Frankfurtu spravil na sodišče. Ni šel prek sindikata niti nič, je šel v tožbo, in je pač iztožil, dejansko mu je uspelo zmagati, in dobiti v bistvu plačilo na kilometre in plačilo, v bistvu obrabo svojega prevoznega sredstva in obrabo telefona. To je bilo kakšne 2 leti nazaj, pa mogoče 3 leta nazaj, tako da se da, ne. In je tudi to en primer, ker itak imajo v Berlinu oziroma Nemčiji imajo tudi kar ene par, sindikatov oziroma teh združenj, tudi glede na različna podjetja, ampak je bilo kar zanimivo, no, kar mu je uspelo. Prej sva pozabila eno stvar še, kar se Ljubljane tiče, in sicer te zloglasne identifikacijske številke.
Koliko so ja. te, kako je bilo takrat, ti si takrat še delal v Ljubljani, Ja, sem še delal, ja. Jaz mislim, da tukaj je pač zvoki, ne. Tukaj je pač on, ta glavni šerif, če lahko tako rečem, ki je to izsilil, kakor jaz vem, tudi majčkeno iz notranjih virov, ali kako bi lahko rekel, je preprosto on povedal: "Zdaj ali boste to naredili ali bom pa pač jaz začel delati sranje." In se je in Wolt in Glovo se je pač, kar je po eni strani logično, ne, glede na to, da vemo, kdo je Zoki, se je ustrašil in je to pač popustil in je to naredil. Definitivno pa to je bilo katastrofa. Hvala bogu, takrat se je veliko kurirjev uprlo, dejansko, veliko sem bil ful presenečen. In najprej so zavlačevali, da so sploh šli po številke, ker smo bili primorani iskati takoj številke, nismo šli. Potem so pa pač ali si prelimavali z kakšnimi tejpi ali kakorkoli, pol tudi z nalepkami od Mladi plus, ki so naredili, Revolt, ali pa preprosto strgali in zares noben ni mogel nič narediti. Zdaj ne vem, a je bil kdo sankcioniran glede tega. Vem, da so bile pripombe, in sicer javnosti, navadnih ljudi, da zakaj pa nimaš številke. Tudi jaz sem na primer slišal, zakaj pa nimaš številke. Zakaj bi jo imel, ne? Ne bom imel številke, zakaj bi bil označen tako, ker se mi zdi res sporno, da si označen, ne. In to se je pol tudi dokazalo, ne vem, če si to verjetno vsi videla, no, ke je informacijska pooblaščenka ugotovila, da to pač ni okej, ne. To je bilo par mesecev nazaj, ke mogoče poleti ali pa kdaj, ke so ugotovili, ke je informacijska pooblaščenka dala mnenje, ne, da to ni okej. Ampak meni je bilo zanimivo, kako kakšne 2 tedne ali pa 3 tedne pred mnenjem pooblaščenke, ne, preden je ona povedala, podjetja so sporočila, da ne rabimo več številk imeti. Tako da to je bilo malo zanimivo, ne, kako je bilo to, preden je sploh prišlo javno, uradno ven, smo mi že v bistvu številke nismo več rabili imeti, in Glovo in Wolt, in se jih je dalo dol. Ampak od takrat naprej, vsaj kakor jaz vem, je pač tišina, kar se mi zdi malo ni glih okej, ne. Glede na to, da je bilo to kar oren kršenje, da se je pač en človek, torej en župan spomnil, zdaj pa zaradi tega pa tega, ker vi češ kršite ful pravila v samem centru mesta, kar bi se lahko o tem pogovarjali, ni glih res, ne, glede na to, koliko veliko kolesarjev, ki niso kurirji, se po centru mesta, ne, Ljubljane pelje, se je on odločil, da bo pa kar ja, vi boste imeli pa zdaj številke, da vas bomo lahko kaznovali, hvala lepa, to je to. In so se vsi strinjali, vsa podjetja strinjala s tem. Iskreno niti ne vem, koliko so kaj mediji o tem poročali, o tej ugotovitvi. Ne zares veliko, takrat Mladi plus res dobro izsilili to, da so v bistvu mediji sploh karkoli o tem govorili. Ker so takrat Mladi plus imeli res dobro akcijo z drugimi, oziroma takrat so bili samo Mladi plus, ni bilo še sindikata teh dostavljavcev, so šli v bistvu kar pred pisarno v Ljubljani, pred pisarno, kjer se izdaja oprema za Wolt ljudi. So šli tja in se spomnim, da so takrat naredili kar paniko v Woltu, no. So kar zaprli pisarno, pa je bil sredi dneva, takrat, ko je bila odprta. In so pač Mladi plus takrat imeli konferenco, kar za moje pojme mora dati en velik plus, ker je bilo res takrat medijsko pol malo odmevalo, no, glede teh številk. In se mi zdi, da so mediji bili kar na strani, no, da pač te številke niso okej, da to res ni, mislim, saj je dosti logično, ne vem. Ja, seveda, ja. Ja. Daj mi še eno stvar povej, zdaj v bistvu ta dostavljalska podjetja so neke vrste kar realnost, ampak pred tem pa, preden so sploh prišli recimo Wolt, vsaj recimo za Slovenijo, če rečem Wolt pa e-hrana, ne, takrat, pa so v bistvu bili dostavljalci večinoma zaposleni v restavracijah, ne. Kaj se je spremenilo s prihodom dostavljalskih podjetij po tvojem, no? Pa če se ti zdi, da bi bilo boljše, da bi šli na stari sistem, se pravi, ko so dostavljalci del restavracije? Ja, jaz mislim, da ne bi bilo boljše, da bi šli direktno na stari sistem, ker se mi zdi, da takrat ljudje niso bili zares dobro plačani, ker kakor jaz vem, je bilo vseeno ogromno espejev takrat, ne. Poleg tega jih je bilo ogromno, ti, ki so bili zaposleni na minimalni plači, kar tudi ni okej, ne. Tako da definitivno ne iti na neki stari sistem, bi pa pač preprosto se mogli spremeniti, tako kot je primer Avstrija spet, ker imaš po kolektivnem dogovoru vse urejeno in pač podjetje preprosto mora ponuditi redno zaposlitev, ne skozi, ker odvisno je tudi povpraševanje, ne,
ampak imaš možnost in potem si človek sam izbere, ne. Ali boš imel ti freelance, ali boš imel ti redno zaposlitev. In zaradi tega tudi, na primer jaz, ke sem freelancer, težko oni meni zmanjšujejo stvari. Na primer, če dam lahko primer direktno, se mi zdi, da prejšnji teden sem dobil mail od mojega sindikata, da so šli v pogovore s Fodoro, z Liferanotom glede višanja plače, ne. In da bojo zvišali, se mi zdi, da hočejo povišanje za 9 %, nekaj takega. Prav Fodora je rekla, da se ne strinja, da bojo zvišali samo 2 %, ampak še to pod pogojem, da bojo freelancerjem, torej meni, vzeli nedeljski bonus, ke že tako, ke ni v bistvu, je samo po 9. uri, kakor sem povedal. Poleg tega, kar je najhujše, bojo pa zmanjšali plačilo na kilometre. In sindikat je rekel pač: "Okej, ne, hvala, ne bomo." Dejansko so tako napisali, no: "Zareznite se, se slišimo januarja, če se ne boste zreznili, bomo šli v štrajk." Okay. In meni se zdi to, no, sicer je to čisto zdaj off topic, ampak se mi je zdelo zanimivo, no. Kaj se je pa spremenilo? Ja, pač ljudje so slabše plačani, no, to je ena velika, čeprav ljudje, ke veliko delajo, pa dobijo, ne vem, 2.500 €, pa potem vidiš, kako govorijo: "Ja, to je ful veliko." Pa odštejejo tiste prispevke, pa reče: "Jaz imam 2000 neto." Ja, nimaš 2000 neto, ne, ker ne gre to tako, ker imaš tukaj še malico, pa imaš bolniško, pa imaš dopust, pa in tako naprej, ne. Tako da poleg tega, da je v delu veliko več kakor 8 ur na dan, ne, povprečno, se mi zdi, da je to pač glavna sprememba, poslabšalo se je, ne. In definitivno bojo pa ta podjetja ostala v prihodnosti, ja. Zdaj še eno tako vprašanje, ko pol, mislim, vsaj ko sem jaz zastavljala, je pol bilo dosti teh vprašanj, se pravi, koliko sploh lahko s tem zaslužiš. Jaz sem takrat res imela, ne vem, 3,5 € na uro je bilo povprečno, koliko sem si pol izračunala, ali nekaj takega, Ja. kar je res bizarno nizka številka. Ampak vseeno, recimo, koliko si ti zaslužil v Ljubljani, pa recimo, koliko zdaj zaslužiš. Koliko se da zaslužiti, evo, to vprašanje. Mislim, tako bom rekel, ne, da se veliko zaslužiti, ampak moraš tudi ful veliko delati, ne. Veliko ur moraš narediti, ne. In dejansko imaš ljudi, ke zaslužijo verjetno 3.000 € v Ljubljani, ampak je tudi naredil verjetno 250 ur za to, govorim na pamet številke, ne, pa čisto možno, da sem povedal ful premalo ur, ne. Ampak jaz povprečno na primer pa upam reči, da nisem bil, med slabšimi. Ko govoriš Ker o teh številih ur, ne, toliko ur lahko nekdo na kolesu ne more narediti, ne, verjetno. Tudi naredijo, tudi Ja? naredijo. Okej. Dejansko tudi naredijo, sicer so pač, je en primer enega kurirja v Ljubljani, ke dela to že ene 3 leta, pa dejansko dela na navadnem kolesu, ne na e-bikeju, ne, pa dela po 10 ur na dan, recimo. Noro. Kar je noro, kar je noro, ker se človek dejansko navadi, ne, na to, ampak to ni okej, ne, to ne bi to. Veliko ljudi slišim pol, da ful hvalijo: bravo, ne, hustler, ne." Ni glih to bravo, no, to je katastrofalno, to. Tudi kako dolgo bo lahko to delal, je vprašanje, ne. To ne, plus pač podjetja točno ta podjetja to izkoriščajo, ne, ker vejo, da morajo nekateri ljudje pač tudi, on sicer se mi zdi, no, ne vem njegove osebne izkušnje, ampak ni glih primoran v to. Ampak eni ljudje pa so, ne, in tukaj je pač primer, ljudi, ki prihajajo izven Evrope, so primorani v to, da tako veliko delajo, ne, in to podjetja izkoriščajo in s tem pač tudi slabšajo plačilo, ne. To ni nič novega v bistvu. Ampak na primer, če primerjam Ljubljano, pa zdaj Avstrijo, Gradec. V Ljubljani jaz, pa tako kot sem prej rekel, upam reči, da nisem bil med slabšimi kurirji na kolesu, sem imel povprečen zaslužek med 10 in 12, s tem, da je bilo 12 dobro, 10 pa nekje povprečje. In na espeju vemo, da to bruto govorimo, ne. Espe to ni veliko, ne, to ni nič. In to se je z leti bi se moglo v bistvu povečevati, ne, se je nam slabšalo. In ko sem jaz začel za Wolt delati, to je bilo, ne vem, 3 leta nazaj ali kdaj, takrat po e-hrani, smo bili boljše plačani. V sistem, kako so bile dostave plačane in tako naprej, je prišlo več na uro. Pa ne samo v času covida, ki je bil res bum, ampak tudi potem, ne. In se je to plačilo iz leta v leto pač slabša, medtem ko bi se,
realno gledano pač mogli višati, ne, glede na Se to, to je se v višajo bistvu, to je v stroški. bistvu del poslovnega modela, ne? Se pravi, da Tako, najprej ja. pridejo z neko, mi pridejo v državo z neko na videz dobro, mislim, kao dobrim zaslužkom, da privabijo kurirje, ne? Potem pa, ko je teh kurirjev vedno več, pa so vedno bolj zavezani k temu delu, Ja. pa se v bistvu nižajo standardi, ne? Ja, in to sploh ni nobena skrivnost več, to ni nobeno neko ugibanje ali pa karkoli, da bi mi zdaj govorili, ker smo mogoče malo nezadovoljni ali pa kritični. To dejansko je res, ker imaš vzorce v vseh državah, ki so prihajali, vsa ta podjetja, ne samo Wolt, so pač tako pridobili ljudi, ne. Saj enako delajo tudi pri strankah, saj tudi če omenjam stranke, na primer v zadnjih 3 letih, kaj se je spremenilo, prej smo imeli samo plačilo dostave, ne vem, koliko je bilo, recimo 2 evra, potem so 1 let nazaj dodali zraven še neki service fee, ke oni pravijo, da je za to za pač aplikacijo, ne, nekih 50 centov. Zadnje čase sem pa opazil zaradi screenshotov, ke jih kurirji v bistvu pošiljajo, ke so naročevali hrano v Ljubljani, da plačujejo tudi neki rush hour fee, torej v času na primer kosil plačajo še dodatno 50 centov, ne. Ampak ta rush hour fee ne vidi kurir, vsaj kakor jaz vem. Teh 50 centov ne dobi kurir, ne, ampak pač dobi Wolt v tem primeru, ne. Ok, zanimivo. Zadnje vprašanje, delate v vseh vremenskih razmerah, kako pa je to? Dobiš tu tudi kake dodatke na vreme? Ja, lahko dam primer e-hrane, ne, ke sem glih tako bil espe, ne, ampak na primer smo imeli zaradi tega, ker je bilo tako manjše podjetje, ne, oziroma to sploh ne bi smel biti razlog, no, ampak smo imeli pogovore s šefi in smo dejansko si takrat pogovorili skupaj in smo imeli dodatek na dež, na slabo vreme. Na primer v Woltu, tudi zdaj, ke tule delam, torej v Foodori, tega ni. Ti si primoran delati, ne glede na vreme. Nedolgo nazaj smo dobili, ke je začelo malo snežiti, torej prejšnji teden ali pa 2 tedna nazaj, smo dobili sporočilo, da dajte malo upočasniti vožnjo, prosim, če lahko, pojdite malo dol s kolesa, če lahko, pa malo pušate kolo, če lahko. Veliko se oblečete po layerjih, kar super, hvala, ne, ampak jaz, če bom počasnejši, ne, tako kot smo se prej pogovarjali, bom imel veliko manj na uro, ne. Tako da ta nasvet meni glih ne pomaga. Veliko boljši nasvet, na primer, če bi vi meni dodali na slabo vreme kakšen bonus, recimo neko dodatno na dostavo, kakorkoli, ne. Ali pa preprosto, če bi pač v teh najslabših primerih, torej če res sneži, ne, da je led, kakorkoli, da bi preprosto prekinili takrat delo, ne, in bi mi vsi dobili neko nadomestilo. Opremo dobite od njih ali si sam? Ja, dobimo od njih, ne, sicer ta oprema je tako, ni glih okej, ni glih neka kvaliteta, ampak je, to pa moram reči, da je. Vsaj to, ne, ke na primer v Torontu, ke je res bil kapitalizem, tega nismo imeli, ne. Si mogel vse sam, čisto vse sam rihtati. Tule in v Ljubljani in v Berlinu v bistvu in v Avstriji zdaj smo dobili, tako da vsaj to, ne, ke veliko, jaz imam sicer svojo opremo, ne, ampak večina ljudi, vsaj tukaj, uporablja pač, ja, od firme opremo. Tako da vsaj to, ne, ampak moram pač poudariti, da ta oprema ni nekaj, da te na primer za dež ni glih, je vodoodporna, ni pa orenk vodoodporna, kar se mi zdi, da tudi ti probala, ne. Tako da zelo hitro si pač moker, ne, si pač premočen, sploh če to delaš dlje časa, če to delaš ne samo en teden, ampak delaš mesece, ne. Tako da je to definitivno, bi se lahko izboljšalo, ne, ampak ja. Koliko ljudi, okej, najprej, če dobiš plačano amortizacijo, še to? Se mi zdi, da to gre kot za kilometer. Aha, Zaradi okej. tega, ker na primer tule v Avstriji je kolektivni dogovor, da ti lahko podjetje priskrbi prevozno sredstvo, torej kolo, ne, in na primer Lieferando je drugo podjetje, ima dejansko to vrihtano in zastonj ti priskrbi pač neko e-kolo, neki e-bike, ne. In kakor vidim, niti ni tako slab, ne. Čisto tako kot primer Lieferando, drugače nima možnosti freelancerja, si samo redno zaposlen, nič drugega. Okej. Ja, oni so se tako odločili, tako da to amortizacija neka not je. V Ljubljani, če dam primer, tega pač oziroma v Sloveniji tega ni, ne. V Avstriji pa imamo, ja. Zdaj pa, če gledamo za Slovenijo še, ti si vseeno kar dosti teh dostavljavcev pa to poznal.
kaj bi rekel, ker Volt pa recimo trdi, da pač oni ne morejo oceniti, koliko ljudi ima dejansko elemente delovnega razmerja, pa tudi pazijo, da ni vseh teh elementov jasnih, ampak dajmo realno pogledati, koliko po tvojem ljudi živi od tega dela, samo od tega dela. Ogromen. Ne moram reči, da je to večina ali pa ne, zato ker sem imel pač jaz nek svoj krog ljudi, nek bubble, ne, ker smo pač delali ljudje, ki nam je bil to full time in edini vir zaslužka, ampak že ta krog ljudi je bil 50, 60 ljudi v Ljubljani, Ja, ne v celotni Sloveniji. Torej že samo 50 ljudi je to ogromno število ljudi, ki je to pač edini vir zaslužka, ne, in se jim je to na primer skozi leta zmanjšalo, ne. Tako da definitivno je kar se mi zdi, da oni sicer pravijo, da povprečno, kaj so rekli, povprečno, delajo povprečno kurir dela 3 ure na dan ali nekaj takega, neka taka stvar. ne spomnim se. Pač zelo, zelo malo, no. Kar je možno, glede na to, da je njihov tudi, kakšen je tudi njihov model, ne, zaposlovanja vseh podjetij, ne samo Wolta, da je ogromno število ljudi. Ogromno število, konstantno zaposlovanje, ker je pač s tem, manj problemov za njih, ne. Njim je pač vseeno, koliko človek zasluži, važno, da oni nimajo problema z dostavo, ne. Kako to pa, da se ne odločijo za tožbo, kurirji? Ne vem. Iskreno, jaz mislim, da je pač tukaj ful prisoten strah. Ful je prisoten strah. Moram pa tudi reči, no, pa če poslušajo, mi je vseeno, da je bila zelo slaba organizacija s strani Mladi plus, pač katastrofalno. Ne bom rekel vsa čas, da so pač pomagali, to sploh nič ne, ampak komunikacija je bila, jaz sem na mailing listi, nisem dobil enega maila, pa nisem edini, ki sem to rekel. Naprimer, ne, za stavke, za celotno organiziranje. En je zanč rekel, upam, da nam niso sindikati, pa zanč je mišljen dejansko kot teden ali pa 2 nazaj, zato sem si tudi zapomnil to, upam, da nam ni sindikat samo vzel članarino, pa zdaj nič ne bo iz tega. Ja. Tako da pa ne bom rekel samo Mladi plus, no, tudi te med glavnimi, v narekovajih glavnimi kurirji, ki so sodelovali z njimi, ne, so tudi kar izginili, niso več aktivni. Tako da je to po moje, zakaj se ljudje ne spravijo v tožbo. Pa čeprav je bilo to kar ena izmed, glavnih točk, če se mi zdi, ne, da je pač elementi delovnega razmerja, da bi bilo fajn to pogledati, pa ni bilo nič, ne. Mislim, po mojem skromnem mnenju bi imeli zelo dobre možnosti na sodišču, no, ker Sigurno, se da sigurno, ja. dokazati. Čeprav Volt pazi, da bi to čim bolj omejil, ampak jaz mislim, da ne vem, zakaj ne bi Ja. dobili, no, na sodišču. Plus Ja, tega bi bil sigurno. to ko se en odloči za nekaj takega, potem se to ustvari, v bistvu primer, na podlagi katerega tudi ostali lahko. Ja, kar nek vlak bi bil, ne, vsi bi šli, en za drugim bi šli, ne, sigurno. Saj primer, če dam lahko primer, je bilo, Wolt je obtožen bil oziroma ne obtožen, dejansko je se to zgodilo v Berlinu, je, čeprav imajo redno zaposlitev, ne, je prek podizvajalca zaposloval veliko število kurirjev, pa verjetno tudi v drugih mestih v Nemčiji, no, ampak za Berlin vem. In so se par tednov nazaj so se spravili kurirji v tožbo in so zmagali. Dejansko so dokazali, da je Wolt dejansko kradel, denar, plače, ampak so se pogodili, pač, ne, je bilo samo, dajte nam toliko pa toliko denarja in toliko pa toliko denarja je bilo. Ampak tako kot so tisti sindikati tam, ne vem točno, kateri sindikat v Nemčiji, v Berlinu, je povedal, da to vseeno zmaga, ker se bojo drugi ljudje tudi odločili v to, ne. In bojo pač šli v tožbe in bo to, že tako je bilo kar dosti medijsko, vsaj v Nemčiji, ne, bo pa zdaj še bolj, ne, in to se mi zdi, da je pol tudi v celoti gledano za to, kar sem prej tudi omenil za Finsko, pa za kolektivni dogovor, ke bojo pogajanja, se mi zdi, da to v celoti za Evropo, za cel svet gledano je to dobro, ne, tam, kjer Wolt dela, ne, ker to so pritiski. Ja, vsekakor je treba izkoristiti vse, kaj imamo delavci na voljo, no, po mojem. Ja, Pač ne zdaj, da je to definitivno. treba fetišizirati zakonodajo, ne, ki očitno niti tega, ne vem, tudi zakaj recimo ni inšpekcije, delovne inšpekcije na Woltu, ne razumem. Ja, to je tudi na primer, ne. Jaz, ke sem tudi probaval prek Mladi plus že nekaj časa nazaj, smo šli takrat na pogovor na ministrstvo za delo in smo se pogovarjali z nekaterimi ljudmi, ke so znani ljudje, pa ne bom omenil imen, pa so rekli, da ga ni bilo nobene inšpekcije pri Woltu, da so preverjali. Wolt je govoril, da je bila inšpekcija. Zdaj, kaj se tukaj dogaja? Lahko pa tudi omenim, da na primer od ministrstva za delo, čeprav so bili po medijih, kako, kaj, zakaj, podpora, bla, bla, ni bilo nič od nič, ne. Nič Pa konkretno. to nič.
dejansko nič. Pa to ni 3 mesece nazaj, pa pol leta nazaj, ki bi rekel, ja, se te stvari trajajo. Po mojem bo kmalu že 2 leti, no, ali sigurno že 1 let pa pol. Mislim, To pa je že kar doba, ne. Ja, mislim, da se iz tega lahko sklenemo en zaključni sklep, in sicer, da je Ja. za vse moramo delavci, za vsako neko tako pravico ali pa nek pogoj delovni, si ga moramo izboriti v bistvu sami, ne. Ja, dejansko. Zato je treba izkoristiti vsako stvar, ki jo imamo na voljo. Zdaj pa res zadnje vprašanje, in sicer kaj bi bilo za tebe neko idealno podjetje, ne vem, ki bi ga tudi mogoče samo upravljali. Mislim, da smo se nekaj tudi že o tem enkrat pogovarjala, da tudi imaš ti neko tako vizijo. Kaj je neka vizija za prihodnost? Pa si lahko utopičen, koliko želiš. V bistvu sploh ne rabim biti, ker dejansko obstajajo podjetja, pa njih malo v Evropi, ki so v samoupravljanju, ne. V bistvu reče se jim kolektiv, pač delajo prek neke kolektivne pogodbe. In tudi v Berlinu je bilo na primer podjetje, ki je na žalost propadlo zaradi večjih podjetij, ne Wolt in vseh ostalih, ki dominirajo trg, ampak so pač vsi bili kurirji enako plačani, vsi so delali enake stvari, vsi so bili pač vpleteni v delovanje podjetja, in to se meni zdi, da bi bilo za prihodnost tega biznisa najboljše. Kar pa na žalost, bodimo pač realni, to ne vem, če je možno, ne. In se mi zdi, da bi bilo najboljše, da se ta EU direktiva, ki se zdaj rihta, ki nisva zares veliko omenila, da se to čim bolj pospeši in da pač preprosto pride v veljavo, ne, čim hitreje. Ker se v tej EU direktivi, čeprav Wolt konstantno to omenja, da ni res, se omenjajo tudi freelancerji, ne samo redno zaposlitev, in bojo vsi urejeni in bojo vsi varni, ne. Podobno kot v Avstriji, na primer, ne. Čeprav nismo omenjeni not, smo zaradi te kolektivne vseeno varni, ne. In to se mi zdi, da bi bilo najboljše za, če že ne moremo drugače, ne, narediti, da bi bilo to najboljše za ta biznis, za vse delavce, da bi bilo pač preprosto bolj varno za nas. Tako nekako. Okej, jaz mislim, da smo odgovorila na kar nekaj vprašanj. Po mojem je, ne vem, če še imaš ti mogoče kaj za dodati. Ne zares, no, jaz ful če lahko to rečem, če bo kdo poslušal iz Ljubljane, da ful držim pesti, no, da ful bi rad, da to uspe in da naj se ne odneha, no. Ker je ful pomembno, da se ne odneha, ker samo pritisk je pa tule potreben, da se karkoli naredi, ne, ker na žalost so kar malo sami ostali, ne, ker nimajo nobene pomoči niti od vlade, čeprav bi lahko imeli, ne, niti od nobenih, no. To bi nekako rekel, da je res. Pa ravno to, da se da, ne, da se pač primeri po svetu kažejo, da se da. Tako, pa niso daleč. Evropa je že tako rekoč cela, ker so res združene povsod, tako da ne rabiš daleč gledati, ne rabiš nekam daleč, ne. Če lahko samo še to na primer omenim, ker tudi govorimo kot Ameriko, kot res kapitalistična, vse to se je tam začelo, kar je, ne, ampak na primer v New Yorku so par dni nazaj sprejeli in so zmagali njihov sindikat oziroma združenje, da imajo minimalno urno postavko, kar sicer ni neki wow minimalna urna postavka, ampak za Ameriko je to ogromno. In je to res bila to taka zmaga, da pa to v New Yorku, ne, v New York mestu, taka zmaga, da in če se pač tam da, to hočem reči, no, se da tudi v Evropi, no, se da tudi v Sloveniji, sigurno. Točno to. Evo, udarniško zaključujemo ta pogovor. Hvala ti, da si se odzval, tudi da si se bil pripravljen izpostaviti. Tako da, to je to. Ja, ni problema. Hvala tebi še enkrat za povabilo, pa da smo se ujeli. Tako, prišli smo do konca dvodelne oddaje Halo, dostava hrane tukaj, ki sva pripravila Ana in Timotej. Vse stare in nove epizode Pesenega soka lahko najdete na vseh pretočnih kanalih Rdeče pese vsak torek ob 20. uri, pa plujemo tudi na valovih Radia Marš. Adijo, do naslednjič.